Skladba Priganjalci časa govori o tem norem tempu, ki nas preganja iz obveznosti na obveznost, o prenapolnjenih urnikih, tempu, ki nas skratka ves čas poganja iz ene dejavnosti v drugo. Opažam, da ni več tega miru in časa zase. Če se malo pohecam, skoraj da kletvica je, če rečeš, da imaš prosto popoldne, v katerem ne veš, kaj boš počel. Tega praktično danes več ne slišiš in izhajala sem seveda tudi iz sebe, iz svojih urnikov, ki so včasih res nori, ampak pogrešam skratka te trenutke, ko bi bilo več svobode, več unih vakuumskih trenutkov, ko samo samo bivaš, si tukaj in zdaj. Se mi zdi pa, da k temu še najbolj dodatno pripomorejo družbena omrežja, ki nas, poleg obveznosti, ki jih imamo že itak na urniku, nagovarjajo še k temu in onemu, če boš pa to počel, bo pa življenje še boljše, še ne vem kaj. In si skratka zaradi teh zunanjih priganjalcev svoje urnike še dodatno polnimo. Tako da upam, da bo v bistvu skladba nagovorila ta del, da se bo človek mogoče malo zamislil, kaj lahko umaknem z urnika, kaj je tja priletelo z nekega zunanjega koledarja, od nekega zunanjega priganjalca in kaj so stvari, ki jih jaz res želim početi in se v bistvu omejiti oziroma skoncentrirati bolj na te dele, ki so za vsakega posameznika pomembni. Videospot smo snemali po različnih lokacijah v centru Ljubljane, pa nekaj kadrov tudi v Muzeju novejše in sodobnejše zgodovine. Moja čustva oziroma čustva, ki nekako rezonirajo besedilo, pa je poustvarila plesalka Tatjana Filipenko, ki mislim, da je res en tak lep razpon od miline, nežnosti, umirjenosti, pa vse do jeze, razburjenosti, ves ta čustven razpon se mi zdi, da je nekako zelo lepo uprizorila v mojem imenu, tako da so si lepo delili pozornost na tem videoposnetku. Načrti za naprej je seveda, da bi se snemali čim več glasbe, pisali dobra besedila. To besedilo namreč od Priganjalcev časa se mi zdi, da se je ljudi kar dotaknilo, vsaj dobre feedbacke dobijem nazaj, ker govorimo o aktualnih stvarih, o stvarih, ki se dotikajo splošne populacije. Mislim, da imamo danes vsi preobremenjene urnike. No in če se na to navežem, bi pa rekla zase, privatno seveda bilo fajn tudi, da bi si uredila kakšno uro brez delja več v življenju. Ampak to so pa take pobožne želje, ki si ob koncu šolskega leta zaželim, potem se pa septembra zažene ta nov močen s tempom, tale mlinček delovni storilnostni. Tako da bomo videli, če se bojo potem te moje želje in cilji potem dejansko uresničili tudi jeseni. Skratka, čim več dobre glasbe, tako kot pri vas na radiju, Drugače pa Boštjan, glede na to, da delaš na radiju, bi tudi mene zelo zanimalo, a tebe pa čas nikoli ne priganja, glede na to, da si radijski človek? Seveda me. Zaenkrat mi ga uspe uspešno krotiti. Bistvo je seveda v organizaciji dela, brez nepotrebnega visenja na spletu pa se da narediti marsikaj. Počepov, zloščen parket, krema na kremo, obrok za vseh 5, joga minute za notranji jaz, vse do 9 se zgrinja kot plas, večerna rutina, objava za splet, po navodilih uspešnih oseb, a kje v resnici jaz sem takrat, ko slišim med druge in stišam svoj glas. Ne moram, nočem, brez mi ne gre, tempo rekorde vsak dan podre. Svet prehiteva, šiba naprej, jaz pa na robu vseh svojih mej. Dolgi se z nami lovijo svoj rep, za vratom visijo kakor oklep. Glasujem zdaj zase, za notranji glas, ki jasno mi pravi,